Pred svetovnim nogometnim prvenstvom je nova galerija Tretjakov v Moskvi odprla razstavo z naslovom Ne samo nogomet. Razstavišče, ki je sicer znano po svoji zbirki ruske in sovjetske umetnosti, je pripravljeno sprejeti nogometne navijače, ki bodo prišli v državo, da bi si ogledali nogometna tekmovanja. Tisti, ki imajo vstopnice za tekme, bodo lahko brezplačno obiskali galerijo do 15. maja. Direktorica Državne galerije Tretjakov Zelfira Tregulova je dejala, da pri njih želijo, da se ljudje naučijo več o ruski umetnosti in zgodovini, tako da bodo na stežaj odprli vrata športnim in nogometnim navdušencem. Rusija bo gostila svetovno prvenstvo od 14. junija do 15. julija na 12 stadionih, ki se razprostirajo v 11 mestih. Mehiško zaspano mesto Chilapa de Álvarez je v zadnjih letih vse bolj nemirno. Preprodajalci drog so namreč zavzeli območje. V središču nasilja so matere, katerih moški in otroci so izginili zaradi drog, umorov, nasilja. Tako so se včeraj, ko v Mehiki sicer praznujejo materinski dan, v Chilapi, kjer je največ umorov, matere povezale in se skupaj spomnile na izginule otroke, tako na ulicah kot tudi pri skupni molitvi. Na planini Žaji na jugu Kitajske pravijo, da bodo prašiči kmalu živeli boljše kot kdajkoli prej. Neko kmetijsko podjetje za prašičerejo je zgradilo večnadstropno zgradbo za pujse, v kateri načrtujejo do 30.000 pujsov. Vsako nadstropje posebej vodijo kot samostojno kmetijo, osebje, ki dela v posameznem nadstropju, pa se tisti dan ne prestavlja po stavbi. Tako se skušajo izogniti prenosu morebitnih bolezni. Tudi sistem prezračevanja je zasnovan tako, da preprečuje kroženje zraka med nadstropji. Skeptiki sicer pravijo, da je ideja tvegana, saj obstaja kljub ukrepom še vedno nevarnost prenašanja bolezni, ker je toliko živali na enem koncu.